Zdravo! Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Slovensko-hrvaški odnosi so na najnižji točki od ustanovitve obeh držav, a predsednik vlade Borut Pahor je kljub temu zadovoljen. Pohvalil se je, da je Evropska unija končno razumela zadržke Slovenije v odnosu do Hrvaške. Pomembno je, da je sedaj mednarodna skupnost, zlasti seveda Evropska unija, spoznala, da je problem mejnega spora ali pa problema med Slovenijo in Hrvaško take narave, da ga ne more jemati kot enega od številnih problemov, ampak kot enega najpomembnejših in da je potrebno temu nameniti večjo pozornost in razumeti slovenska stališča pri zadržkih, kajti gre ne nazadnje za določitev meje med dvema državama. Njegovo veselje se s tem ni končalo. Izrazil pa je tudi zadovoljstvo nad pogovorom z Evropskim komisarjem za širitev Ollijem Rehnom, podrobnosti katerega pa ni hotel oziroma ni smel razkriti. Se je pa jasno izrazil glede morebitnega referenduma o vstopu Hrvaške v zvezo NATO. Referendumu glede tega vprašanja nisem bil nikoli naklonjen in mu nisem tudi sedaj. Ni stvarnih razlogov, da bi imeli zadržke za vstop Hrvaške v zvezo NATO, ni političnih zadržkov, da bi imeli zadržke za vstop Hrvaške v zvezo NATO. Nekoliko drugače, milo rečeno, razmišlja prvak Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti, ki grozi, da bo pozval ljudstvo na ulice, če njegov predlog za referendum o vstopu Hrvaške v zvezo NATO in Evropsko unijo ne bo sprejet. Na vprašanje, ali bi morebitna referenduma ne še bolj zaostrila odnosov med državama in kaj bi to pomenilo za slovenske turiste na Hrvaškem, je Jelinčič odgovoril. V drugi svetovni vojni, ko so se partizani uprli, tudi ni bilo vprašanja, ali bojo še turisti pol hodili po vojni sem ali ne, ampak šlo je za domovino in tudi zdaj gre za domovino. Za domovino, zmagom naprej! Zmago naprej. Predsednik Slovenske nacionalne stranke ima seveda tudi pojasnilo za mlačen odnos Evropske skupnosti do vprašanja. Jaz sem že povedal, da je veliko evropskih poslancev podkupljenih se strani Hrvaške na ta ali drugi način in da ti poslanci morajo izpolniti tisto nalogo, za katero so bili plačani. Kakšen je trenutni rezultat v tekmi med Slovenijo in Hrvaško, je Denis vprašal predsednika odbora za zunanjo politiko Iva Vajgla. Jaz mislim, da je tukaj padlo zelo veliko golov, ne samo takšen nogometni rezultat. Tu je že rezultat, ne vem, v katerih sportih se dosegajo najvišji. Košarka? Ne, še višji. Ampak predvsem pa mislim, da je ogromno avtogolov na tejle tabli. Vlada je odločila, da bo predčasne zamenjave nadzornih svetov predlagala, če bo revizija ugotovila nepravilnosti poslovanja. Na vprašanje, ali je zato že predviden revizijski postopek v Luki Koper, je takole odgovoril generalni sekretar vlade Milan Martin Cvikl. Analna preiskava Luka v Kopru strani Cvikla? Ja, vlada se je danes odločila in te zvezi sprejela sklep in skupaj z drugimi solastniki je takšna zahteva danes že bila podpisana in izrečena iz generalnega sekretariata pristojnih služb. Tako da je izredna revizija v Luki Koper bo. Poslanec SD Anton Rop je za Vest komentiral očitke, da naj bi vedel za tajne pogodbe, ki so bile osnova za izplačilo €1 milijon visoke nagrade nekdanjemu predsedniku uprave Nove Ljubljanske banke Marjanu Kramarju. Kramar je na čelo banke prišel prav v času Ropovega vodenja vlade. So to popolne neumnosti, ki si jih lahko izmisli samo nekdo, ki je prepričan, da sem jaz kot predsednik vlade ravnal enako kot Janez Janša. Kdo pa je imel prste vmes? To je bila stvar nadzornega sveta, v katerem so bili predstavniki sicer Ministrstva za finance, ampak tudi KBC-ja, tuje banke in oni so to pogodbo sestavili in jaz v tej pogodbi ne vem nič. O dvojnem umoru v Rusiji, komentar dneva Miha Lamprecht. Bestialno rusko podzemlje ne pozna meja. Nas lahko sploh še kaj preseneti. Kje sta Putin in Medvedev kot najvišja predstavnika izvršne veje oblasti, zlasti predsednik Medvedev pa kot ustavni garant svobode?
Kje so pravosodni organi? Kje je spoštovanje človekovega osebnega dostojanstva? Kje je minimum zagotavljanja osebnih človekovih svoboščin? V začetku ruske tranzicije, ko so državno premoženje v obliki vavčerjev nominalno razdelili med državljane, je veljal rek, da je rusko življenje vredno steklenico vodke. Ko pod streli neznancev še padajo ljudje, ki se zavzemajo, da bi s čečensko vojno povezane krivice in zločini ugledali luč sveta, življenje teh apologetov ne velja niti steklenice vodke. Kaj in kdo za vraga se skriva v ozadju sodnih procesov, ki se zlasti v primeru Ane Politkovske kažejo kot absurdni in montirani. Seznam padlih, ki so sodelovali v razkrivanju ruskega političnega podzemlja, očitno povezanega z delovanjem tajnih služb in s plačanimi morilci, se je po smrti Ane Politkovske še podaljšal. V političnem smislu je za te sezname odgovorna aktualna oblast v Kremlju in v Beli hiši ob reki Moskvi. Mednarodna skupnost je moralno odgovorna, a molči in ta molk je nevaren. Mogoče bo kakšen krik vpijočega v puščavi slišati na tokratnem zasedanju parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Tako kot vsako leto doslej, a brez pravega učinka. Več kot 20 000 ruskih državljanov čaka na odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v Štrasburu. Ruska državna duma pa še ni ratificirala 14. protokola Evropske konvencije o človekovih pravicah, katere cilj je učinkovitejše delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice. V Rusiji ima domovinsko pravico praksa okrutnega zastraševanja, ki jo Evropa z redkimi izjemami spremlja z občutkom nemoči. Ali kdo razmišlja o bojkotu zimske olimpijade v ruskem letovišču Soči leta 2014 ali o politični zahtevi za konkretno preiskavo in iskanje krivcev? Beležnico s telefonskimi številkami Putina in Medvedjeva imajo tako v Bruslju kot v prestolnicah Zahodne Evrope, ki je ob redukcijah ruskega plina bila spet čudno presenečena. Rusija bi s simbolnim dejanjem lahko, po analogiji na 15. januar, na državni ameriški praznik v spomin na Martina Luthera Kinga, razglasila ruski državni praznik v spomin na jeseni leta 2006 umorjeno Ano Politkovsko. Serijo umorov je potrebno ustaviti in če Rusija želi biti del mednarodne skupnosti, mora oblast med drugim zagotoviti normalne pogoje, da bo pravosodje lahko učinkovito delovalo, da se ne bo več selektivno odločalo na podlagi političnih ukazov z vrha in se ravnalo po navodilih podzemlja, ki državna oblast podpira. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Goran Vojnović, avtor knjige Čefurji Raus, je bil ovaden zaradi domnevne razžalitve in obrekovanja dela slovenske policije. V omenjeni knjigi naj bi bil tisti, ki je policijo užalil, Goranov fiktivni junak. Ampak jaz pravim, da to razumem, sigurno, da pač tu policija ni najlepše opisana, pač taka je zgodba. Marsikdo mogoče v tej knjigi ni najlepše opisan, ampak o teh stvareh se da na drugačnem nivoju pogovarjati. Ne? Med 14 kandidatkami za Slovenko leta je prestižni naziv prejela 78-letna pesnica, nekoč tudi novinarka in pedagoginja Neža Maurer. Ta je že s prvimi besedami na odru uspela nasmejati vse zbrane. Malce pred smrtijo je tole prišlo in to je kar dobro. Kaj si po smrti bi bilo dosti težje, že tako zdaj ga težko držim. Sinoči je za svoj nastop v stari elektrarni Vienna Vegetable Orchestra porabil okoli 60 kg sveže zelenjave. Navdušenemu občinstvu so na koncu postregli z okusno juho. Obiskali smo jih med pripravo inštrumentov, sicer pa vam jih bomo podrobneje predstavili v prihodnji oddaji Plata. Quite easy to build. It's a pepper horn and you don't have to tune it. So the only thing you really have to take care of is the mouthpiece. So you have to find the right shape for the mouthpiece and then the rest is very easy. Še vreme, sranje v noči na soboto bo moteno. Spanje. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.